Španija je dežela strasti in nasprotij, kjer so se stoletja bojevala različna ljudstva za prevlado na Iberskem polotoku in za sabo pustila izjemno kulturno dediščino. Na internetni strani Skyscanner sva dobila za 20 € povratni letalski karti iz Budimpešte do Madrida. Na letališču sva najela avto za 4 dni in nadaljevala najino pot do mesta Toledo, kjer sva naslednji dan raziskovala to starodavno špansko mesto. Tretji dan sva se odpeljala v mesto Consuegra, kjer sva si ogledala mline na veter, ki jih je Cervantes upodobil v svojem romanu Don Quixote. Sledila je vožnja v srednjeveško mesto Cuenca. Četrti dan sva si ogledala mesto Segovia z znamenitim rimskim akvaduktom. Peti dan naju je pot vodila preko doline Padlih do kraljeve rezidence El Escorial. Sledil je 3-dnevni ogled španske prestolnice Madrid. Najino potovanje po Španiji bova začela v mestu Toledo. Ima več od 2000-letno zgodovino in tu so stoletja bivali ljudje treh veroizpovedi, muslimani, židi in katoličani, in za sabo pustili izjemno bogato kulturno dediščino, jo vidite v ozadju. In ne nazadnje, mesto Toledo je bil do leta 1561 tudi glavno mesto Španije. Kulturna raznolikost objektov v mestu Toledo je vidna praktično na vsakem koraku. Lahko si pogledamo znamenitosti iz časa Rimljanov, ki so mesto ustanovili v 2. stoletju pred našim štetjem. Ostanek iz teh časov je tudi most Alcantara, ki vodi preko reke Tajo. V 8. stoletju so Iberski polotok zasedli muslimani in pustili svoj pečat tudi v Toledu. Ogledala sva si mošejo El Cristo de la Luz in se sprehodila skozi mestna vrata Puerto de Bisagra. Ostanki židovske kulture so vidni v številnih sinagogah. Ena bolj znanih je Santa Maria la Blanca, ki je najstarejša sinagoga v Evropi. Po obdobju španske rekonkviste je oblast v mestu prešla v roke katoličanov. Ogledala sva si gotsko katedralo Santa Maria de Toledo, samostan San Juan de los Reyes in cerkev Santo Tomé, kjer sva si ogledala sliko pogreb grofa Orgaza, ki jo je ustvaril slavni umetnik El Greco. Svetujeva ogled baročne cerkve San Ildefonso, kjer se lahko povzpnete na zvonik, od koder imate panoramski pogled na mesto. Jezik je pisalo uma. To so besede slavnega španskega pisca Miguela Cervantesa, ki je tukaj dobil navdih za besedno zvezo bojevati se z mlini na veter in jo upodobil v svojem romanu Don Quixote. Najina pot naju je iz mesta Consuegra vodila v mesto Cuenca. Gre za eno najlepših srednjeveških mest v Španiji, ki se nahaja na slikoviti skalni planoti in je vključena na UNESCO seznam kulturne dediščine. Mesto so ustanovili muslimani v 8. stoletju. Ogledala sva si ostanke nekdanje muslimanske trdnjave, ki je nekoč kraljevala nad rečnimi soteskami. Mesto je znano tudi po najstarejši gotski katedrali v Španiji. Sprehodila sva se preko mostu Svetega Pavla in si ogledala istoimenski samostan. Poseben čar mestu pa zagotovo dajo tudi znamenite viseče hiše, tako imenovane Las Casas Colgadas. Najino raziskovanje UNESCO-vih mest sva nadaljevala v Segoviji. Tukaj sva si med drugim ogledala rimski akvadukt, ki je sestavljen iz približno 25.000 granitnih blokov. Rimljani so ga zgradili med 1. in 2. stoletjem našega štetja. Nadaljevala sva z ogledom Segovijske katedrale. Svetujeva, da se povzpnete na zvonik, od koder boste imeli panoramski pogled na mesto in nenazadnje tudi pogled na najino zadnjo znamenitost, ki sva si jo tukaj pogledala, kraljevo palačo Alcazar. Walt Disney je inspiracijo za izgled svojih pravljičnih gradov našel tudi v Segoviji, zato ni nič čudnega, da kraljevo palačo Alcazar imenujejo Pepelkin grad. Na koncu 15. stoletja je v Segovijo potoval tudi Kolumb z namenom, da bi tu našel osebo in mu dala finance za njegovo pot na zahod. Spoznal je kraljico Izabelo, ona se odločila, da ga bo financirala in od tukaj dalje zgodbo vsi poznamo. Šel je na zahod, ni našel Indije, odkril Ameriko in Španijo ustrelil med gospodarske velesile tistega časa. V dolini Padlih sva si ogledala spomenik posvečen žrtvam španske državljanske vojne. General Franco je postavil impozantni spomenik temnemu obdobju španske zgodovine, kjer je življenje izgubilo več kot 500 000 ljudi.
Tukaj si lahko pogledate 150 metrov visok križ, ki velja za najvišjega na svetu, pod njim pa dih jemajočo baziliko, kamor pa objektiv najine kamere ni imel dostopa. Sledil je ogled kraljevega kompleksa El Escorial, ki je bil zgrajen v 16. stoletju na pobudo španskega kralja Filipa II. V njem so si ogledala številne tapiserije in ostale artefakte iz obdobja vladavine španskih kraljev. Ne glede na to, da je El Escorial 5. najbolj obiskana turistična točka v Španiji, pa ne moreva mimo dejstva, da je cena vstopnice nesorazmerna s ponudbo, ki jo turist tukaj dobi. Uspešno so oddala avto na letališču in nadaljevala z odkrivanjem španske prestolnice. Madrid je evropsko mesto z največjim številom dreves in zelenih površin na prebivalca, zato ni čudno, da sva z ogledom mesta začela v botaničnem vrtu, ki ga je ustanovil Karel III. V 18. stoletju. Po spektakularnem padcu sva nadaljevala z ogledom parka El Retiro, kjer sva si ogledala spomenik Alfonsa XIII. In kristalno palačo. Sprehodila sva se mimo palače Cibeles in vrat Alcala. Sledil je obisk dveh svetovno znanih muzejev, Prado in Reina Sofia, kjer sva si ogledala dela nekaterih umetnikov, kot so Velázquez, Goya in Miro. Žal je bila slavna Picassova slika Guernica strogo varovana pred blogerskimi kamerami in je ne moreva deliti z vami. Drugi dan najinega raziskovanja španske prestolnice sva začela v samem središču mesta, imenovanem Puerta del Sol. Od tu sva se sprehodila do trga Plaza Mayor, katerega začetek gradnje sega v 17. stoletje. Če si boste tukaj privoščili kulinarična doživetja, boste morali seči nekoliko globlje v žep. Pot naju je vodila do katedrale Almudena, kjer svetujeva, da se povzpnete na kupolo, odkoder boste imeli panoramski pogled na mesto, kot tudi na kraljevo palačo, ki je uradna rezidenca španske kraljeve družine. Kljub strogim varnostnim ukrepom nam je uspelo narediti nekaj slik iz njene notranjosti. Sredi Madrida se nahaja tudi egipčanski tempelj Debod, športni navdušenci pa si lahko ogledajo stadiona, Santiago Bernabeu in Metropolitano. Del zgodovine in kulture, za nekatere nečloveški, za druge posebna vrsta umetnosti, nedvomno pa neločljivi del Španije. Bikoborba. V Madridu je bikoborba doma na Plaza de Toros. Ernest Hemingway je v knjigi Smrt popoldne zapisal: Bikoborba je edina umetnost, pri kateri je umetnik v smrtni nevarnosti in pri kateri gre stopnja bleščečega nastopa na račun časti borca. In ne glede na to, kako grozljiva in nespremenljiva se nam zdi bikoborba, v španski kulturi ta trditev popolnoma drži. Hola. Voy a tomar una caña. Y café con leche para mí. Muy bien. Gracias. Znanje angleščine je pri Špancih zelo omejeno, zato je poznavanje osnovnih besed španščine ključnega pomena za boljšo komunikacijo z njimi. Španija je znana tudi po svoji kulinariki. Tukaj je doma pršut, imenovan jamón ibérico, ki ga največkrat dobite v sendviču bocadillo de jamón ibérico ali na popečenih kruhkih, tako imenovanih tostadosih. Za ljubitelje slaščic predlagava obisk slaščičarne El Riojana, kjer sva svoje brbončice razvajala z najboljšo čokolado v mestu. Sendvič bocadillo de calamares naju ni prepričal, medtem ko vas najboljša španska tortilja v Madridu čaka v tapas baru Bodega de la Ardosa. Španija je strastna država s svojevrstno magijo, ki te skoraj mora začarati. Začarala je tudi naju in komaj čakava, da se ponovno vrneva. Hasta luego, do naslednjič. Potovanje nam je prišlo 570 € na osebo. Čau, do naslednjič.